Siniša, na začetku, gremo od začetka. Alenki si pisal, ko si njeno zgodbo zasledil v medijih. Kako je bil videti tvoj prvi obisk v tej vasi, Sveti Tomaž, kjer sta Alenka in Marjan živela? Kako si uspel prepričati, da sta te spustila tako blizu, tako intimo? Ob gledanju filma imamo namreč občutek, da si se popolnoma zlil s kamero v njun vsak dan, da sta ti zagotovila tako mero zaupanja, da sta na nek način popolnoma odmislila, da obstajaš tam s kamero. Tak občutek je ob gledanju filma. In kako ste uspeli to narediti? A je to že nekaj, kar je bilo od začetka že popolnoma naravno? Si mogel tam nekaj časa preživeti, preden ste vzpostavili tako vrsto zaupanja? Kako ste se to organizirali? Hvala ti za lepe besede. Meni se zdi ful težko to vprašanje, zato ker se mi zdi tako vprašanje, zakaj sem nekoga zaljubil. Jaz pa Alenka sva se nekako naravno ujela, ker me vsi sprašujejo, kako je to se zgodilo, iščem odgovore. Odgovor se mi zdi in potem ga skušam najti in potem ga artikuliram in probam nekaj povedati na to temo. Zdi se mi, da je Alenka iz ruralnega okolja, intelektualka, ki živi v nekem Svetem Tomažu pri Ormožu, ki je obdano z ljudmi, kjer neka politična stranka večno dobiva večino, ki ni liberalna in nima svobodomiselnih pogledov na svet. In je nekako ona v meni najdla nekega sogovornika, ki je bilo lepo, da jo obiskuje ves čas. Ona, ki je ves čas brala knjige in je lahko z mano debatirala vse stvari, ki jih je v teh knjigah brala oziroma ki jih ni mogla s svojimi sosedi debatirati. Hkrati sem pa jaz z njo doživel in z Marjanom ta nek obisk pri dedku in babici. Čisto banalno, oni so mene vedno, preden sem prišel, so me vprašali, kaj bom jedel. Mene je to ful ganjalo, jaz sem bil ganjen. Na začetku, ker je to neko vinorodno okolje štajerskega vina, jaz pijem pa cviček. Na začetku je bilo to belo vino in čez leto, dve me je že čakal cviček, ki sploh ni standarden za to. In sta vse delala, da meni ugajate. Ne vem, Marjan ni maral, da kdorkoli spi na kavču, na katerem on spi. Jaz sem imel dovoljenje, da spim na tem kavču. Tako da v resnici sem jaz bil nek vnuk in ona dva nek babica in dedek, ki so se našli in pač govorili neko in skupaj probali povedati skupno zgodbo. Andrej, a si tudi ti imel priliko pri njima bivati več časa ali kdaj si se pridružil procesu filma? Ne, jaz sem pa tako klasično montažersko pristopil, se pravi, nisem, v bistvu Alenko pa Marjana sem samo enkrat videl in sicer v Mariboru, enkrat smo se spoznali, zelo na kratko, tako da sva imela pa Sinišo en lep obisk pol kasneje skupaj pri Marjanu, ko smo v bistvu prvič pogledali film skupaj, no, tako da takrat sem bil v bistvu prvič v njunem domu, no, tako da. Ko Alenke ni bilo več. Kakšen pa je bil prvi Marjanov vtis o pogledu na ta film? Ja, mislim, po moje je bil v redu, mislim, zdi se mi, da, ne vem, mislim, Siniša ga bolj pozna, mogoče bo tudi bolj znal, ampak se mi zdi, da ga je ganlo, ampak po eni strani pa se mi zdi, tudi mal čakal ta moment, no, pa se mi zdi, mu je bilo pa tudi nek iztek se je zgodil takrat, mogoče, ne vem. Se pravi, potem sta skupaj sodelovala pri montaži, kasneje, čeprav razumem, sta se skupaj lotila te montaže, ali si se sam lotil, Andrej, kako je bilo? Ne, skupaj. Ja. Namreč zanimivo mi je, ne, ta odločitev, Siniša, v filmu tebe ne vidimo, ampak te pa dvakrat zaslišimo. In sicer slišimo te v momentu, ko Alenko soočiš z vprašanjem o odgovornosti ali ljubezni do Marjana in v trenutku, ko jo prosiš, da na glas prebere pismo Dignitasu, v katerem sporoča, da je napočil čas, zakaj nekako na nek način izstopiš iz ozadja prav v teh dveh momentih? Velik del tega izstopanja je Andrej. Zato, ker ne želimo delati filme, kjer smo brezčutni opazovalci in se nam zdi, da bomo izkoristili like, če ne bomo vključili sebe in da želimo svojo bolečino ali pa svoje prevpraševanje vsaj malo pokazati, da smo tam in nam je neka ambicija biti tak beden, meni povsem beden metafora muha na zidu, ki jo sploh ne želim, mislim, jo ne čutim nikoli, da sem muha na zidu.
Ampak pravilno dozirati, da se vidi, da si ti tam in da si predvsem odgovoren in čuten in da v resnici živiš vso to montažo in vso to zlaganje vsega tega njihovega življenja tudi v montaži ti in da se pokažeš, da si bil tam in da se ne skrivaš, da je tudi tebe bolelo in da si ti bil tam. Ne. In da ne mislim, nikoli nisem želel na koncu, ko smo se pogovarjali ves čas o tem, da ne pokažemo, da smo samo snemali, ne, ampak da smo živeli. Je morda že kakšno vprašanje iz publike, bi kdo podelil z nami kakšen razmislek? No, se bo še čas, imam še jaz nekaj vprašanj. Aha, koliko časa ste snemali film? Ja. Jaz moram vedno računati, jaz sem 2018 njej pisal. Prav, 2018 sem njej pisal, verjetno sem 2018 oktobra njej pisal, da sem začel decembra. Jaz sem pa parkrat šel do nje brez kamere, da smo recimo v začetku 2019 in potem to ali je to 4 ali 5 let, ker ful mi je čuden gledati ta čas minevanja, ampak približno nekih slabih 5 let je bilo snemanja in potem še 2 leti montaže, tako da je proces filma dolg 7 let. Ker prvo leto po njeni smrti jaz nisem se mogel z materialom ukvarjati, se on ukvarjal z materialom, jaz pa sem bolj malo spremljal pa hodil na tedenski ravni nekaj gledati in hvalil, kako on dobro dela. Ampak nisem pa mogel kreativno. Potem po enem letu so pa skupaj začele sodelovati. Še kakšno vprašanje, mogoče razmislek? Mikrofon, prosim. Nisem čisto najbolj razumela, mogoče sem spustila, ampak ko pravi Alenka, da je na čakanju, a to pomeni, da je od nje odvisno, kdaj je tega čakanja konc, ali da je v čakalni vrsti? To verjetno ne. Ne. Zelo simpel je to. V resnici ima Dignitas določene pogoje, pod katerimi tebe sprejme, da lahko predčasno konča svoje življenje. Te pogoji so terminalna bolezen, absolutna bolečina, ne vem, to je cel en kup teh stvari, ki ti jih domači se pravi, prvo moramo vsi vedeti, da v Švici ti izključno tujemu državljanu omogočijo samomor z zdravniško asistenco. Se pravi, da moraš to sam narediti. Ne more biti. Se pravi, če ti prideš v stanju, v katerem si v nekem stanju, v katerem sam ne moreš izvesti samomora, ti ne more pomagati. Ko oni ugotovijo preko specialističnih mnenj iz tvoje države, ki jih ti prevedeš in jih pošlješ Dignitasu, potem njihova komisija odloči, ali si ti primeren za samomor z asistenco v njihovem okolju. In ko oni ugotovijo, verjetno, če ugotovijo, da si ti terminalno bolan in imaš hude bolečine, se ta stvar ne zastara, ne, verjetno ne postaneš boljše, ne, če si. In je bila ocena, da je ona primerna za njihov postopek. Čas tega postopka pa ni določen, se pravi, ne določijo ti, da prideš v naslednjem letu, čeprav, kolikor se je zgodilo, je ona ob začetku snemanja, se pravi, leta 2019 približno že imela to dovoljenje. Ampak, ko je pa pol leta 2000, spet se bomo zmotili, 23, ona je naredila ta samomor, je pa mogla naknadno vložiti še enkrat vso in to je šlo nečistne živce. Ker so bili ponovno plačevanje prevodov, iskanje prevajalcev, mislim, to je cel kup birokratskih zadev, kada se prijavljaš na šolanje v Angliji in moraš spet vse pač prevesti, izpolniti in ne. Pa si šel ti z njo v Švico, ali? Ne, tle je bila fora, da so se na prvi dan, ko sem jaz prišel s njo predlagati snemanje tega filma, sem jaz imel mislim, tle je daljša je to zgodba, zdaj, če bi ti jaz to razložil. Leta 2000, jaz sem gledal filme, zdaj sem zmotil, ali leto 2004 ali 2008, ker vi na YouTube lahko googlate in boste najdel, kako popolnoma, boste videli prav popoln posnetek poteka procesa umiranja v Dignitasu. In je film leta 2008, se pravi 15 let preden sem se začel s tem, 10 let preden sem se začel s tem ukvarjati, so to že ljudje posneli. In točno vidiš, kako izgleda stavba, v katero vstopijo, kako izgleda postopek. In jaz sem v procesu snovanja tega filma zvedel, da Dignitas več tega ne dovoli. Dignitas je na začetku mislil, da bodo z odprtjem, da bodo oni odprti, da bodo ljudem, medijem pustili, da vstopajo v ta proces, da bodo s tem popularizirali, oziroma popularizirali pa, da bo javnost postala bolj sprejemljiva do te odločitve, če bo videla ta postopek, kako je human, kako je lep, ker v bistvu v resnici ta postopek res ni boleč za posameznika, ki to stori. Na kar so ugotovili, da mediji k njim hodijo z senzacionalističnimi pristopi in so
par let, preden sem se jaz tega lotil, so prepovedali v resnici snemanje in prisotnost kamere v tem postopku. Tako da jaz, ko sem se lotil tega filma, sem vedel, da jaz samega akta smrti ne morem posneti. Nisem pa niti vedel, če ga želim. Nisem imel tega odgovora. Verjetno, če bi ga lahko, bi ga, pa bi se pa mi odločila, ga bomo vključili. Sva bila pa zmenjena z Alenko, da gremo v Švico skupaj. Ampak to so bila zmenjena 5 let pred začetkom snemanja. In bolj, ko se je ta čas, ne vem, kako to vam povedati, ampak bolj, ko se je ta čas dneva zbližil, bolj se je zapirala njuna celica. On je bolj pritiskal in ona je bila vse bolj razumevajoča do vseh njegovih pomislekov. V resnici nekih mesec dni prej je meni dano, da si ni še, ne zdaj direktno, ampak nekako med vrsticami, da naj jaz ne bi šel. Meni je to na začetku malo bilo tako ni mi bilo cool, ne. Mislim, jaz sem želel videti, pa če se si tako kar recimo neko sceno, ki bi jo vi videli v filmu, pa zdaj nismo, je pitje šampanca večer prej, kar sem poslušal, kako so oni bili, kako je ona ful dobre volje pila šampanc nekje v Švici z njo. Z njim to recimo bi lahko videli, več ne. Videli bi mogoče to hišo, kako izgleda ta blok, v katerem, ker to je nek blok, neki stanovanja, po mojem najeta ali pa neka plačana, neke plačane nepremičnine, kjer oni izvajajo to dejavnost. Ko sem pa prebolel to in videl, da v bistvu je to vse ok, je bil pa ta v bistvu zadnji dan, ker jaz se nisem dobro počutil, ko sem ta zadnji dan snemal. Jaz sem bil zmenjen z njimi, da ta predzadnji dan nisem jaz tam prisoten, ko sta ona dva sam. Mislim, nekako je ful čuden, verjetno nam vsem, verjetno, da ko veš, da človek bo šel umret, da si ti tam zraven. In ko sem to snemal, sem jaz, zato ker smo bili toliko dobri med sabo, je bilo nekako, da sem jaz to lahko snemal, ampak ni to cool snemati. No? Ni ti prijetno, ko snemaš in kadriraš in v resnici se ukvarjaš z samim kadrom, medtem ko ona preživlja zadnje trenutke v svojem domu. Ja, Marjan je bil, držal je za roko, tako je rekel. Ona, da so se držali za roko. Mikrofon, Kako pa je zdaj, Marjan? Marjan je v redu, Marjan išče svojo srečo, Marjan ne vem, če jo je najdu, Marjan nikoli ne bo najdu nove Alenke, ampak išče svojo srečo. Se mi pa zdi, da ne vem, je starost ali je karkoli drugega, ampak je drugačen, tako, če ga tudi vidite fizično in tako. Ta agilnost nekako zgublja to agilnost, tako da ne vem, je čisto isto. Ne pleše več. Mi da smo imeli eno sceno v resnici, pa ne vem zakaj, nekako nama ni šlo noter. Jaz sem tudi njega pol prosil, pa smo šla v te iste prostore, kjer sta plesala in smo imela te njegove poglede na plesišče, kjer on s temi nekimi solznimi očmi in to gleda to plesišče. Samo nam je nekako ni to prišlo noter. Ampak smo šli v bistvu v te prostore tudi z njim, ampak na koncu to ni v filmu. Ja, sej, kakor smo se prej pogovarjali že v kavarni, seveda je veliko posnetkov, in tudi veliko posnetkov je takih, ki ste jih želela vključiti, pa jih na nek način mogoče nista mogla. Kje sta pa pač potegnila to črto, ko sta se odločala, kaj je pomembno za razumevanje njune zgodbe in kje pa je tisto, ki bi bilo pa že preveliko poseganje v njuno dostojanstvo. Ni bilo tega, ne, njihovo dostojanstvo nikoli ni bilo vprašljivo, ker je v bistvu ta začetna točka je spoštovanje dostojanstva, tako da dostojanstvo ni bilo nikoli vprašljivo, bilo je samo vprašljivo neumnosti ali pa mogoče nepotrebne stvari ali pa mogoče slabo artikulirani dialogi in dostojanstvo niti on, niti ona nikoli nista izgubila in v bistvu ni bilo tega, nikoli ni bilo dilema o dostojanstvu. Je še kakšno vprašanje iz publike mogoče? Kar je mene recimo presunilo, so bili ti veliki kontrasti, predvsem pri njunem plesu. V enem trenutku vidimo Alenkin obraz, ki se krči v bolečini, že v naslednjem trenutku pa se predano in ljubeče nasmehne Marjanu in se mi zdi, da je teh momentov v filmu kar veliko, teh nekih kontrastov in kako ste pač iskali to ravnovesje, da niste zdrsani v neko golo prikazovanje nekega trpljenja, ampak da ste ohranili to neko njuno nežnost, to neko igrivost, ki sta imela med sabo.
sta ponujala veliko materijala in verjetno ne vem, to Alenka odločanje. ful več kot Marjan. Ja? Ampak v resnici je to, kar je meni Alenka dala, pa je mogoče vredno, da tukaj vsem povem ali pa da povem naprej, to njeno misel. Spravi, ona je bila obkrožena, bolečina je bila del njenega življenja in del njenega trenutka, ne vsak dan. Ampak ona o tej bolečini ni nikoli govorila in ni nikoli dejala v ospredje. Za njo je bilo vedno ospredje življenje ali pa nova znanja v življenju, nova druženja v življenju, novo obiskovanje plesa. In ona nikoli ni omenjala bolečine. In ona nikoli, čeprav je bilo to inherentno stanje njene biti, ni nikoli to izpostavila. Ne? In v bistvu se je sprem, mogoče pa za naslednja leta, ki nas čakajo, tega naučiti. V bistvu, da ne bi jaz zdaj ponavljal svoje bolečine in svojih problemov. Ali pa tudi zdaj, že, da ne bi bili to povezani s starostjo, ampak mogoče samo z življenjem. Ampak da živiš trenutek in se ukvarjaš s tem, kar moraš zrihtati danes in da to, kar tebe tare boli, ni nujno del tudi tvojega sogovornika. Še ena zanimivost, tak lep preplet se mi zdi tudi nekih vtisov iz narave, a ne? Vedno ponavljajoče se srne, potem so ta drevesa, ki jih uklanja veter, travne bilke, ki se uklanjajo, ti zvončki, ki rinejo iz te trde zemlje, ravno v času, ko se Alenka poslavlja, kot da bi na nek način naznanjali neko svobodo njeno. Se mi zdi, da je recimo tudi sam zvok, ko leži na postelji in razlaga zvečer o tem, da si želi, da Marjan živi življenje svobodno naprej, brez neke skrbi, ki jo je imel 40 let, kako poskrbeti zanjo. V ozadju slišimo močne, težke dežne kaplje. A je to nekaj, kar je narava sama ponudila? A ste to ugotovili med samo montažo, da se to ponuja, ves ta preplet simbolike? Ja, to z dežnimi kapljami, pa to sta Ivan pa Dejan res, ki sta delala zvok, se mi zdi ful naredila in še ful pomagala, pač, ker midva sva nekako v montaži nekako je pač klicali malo to, da se ta narava izpostavi čisto zaradi tega, ker je pač ta hiška tudi bila toliko zraven tega gozda in ta gozd je bil toliko močen in pač recimo tudi Siniša je nepar neviht posnel in tako in je bilo pač nekako logično, da nekako probamo nekaj s temi nevihtami in vetrom narediti, ker je pač itak tako tudi pokrajina, vetrovna pa to. Ja, srnice so itak bile sestavni del, ne, se mi zdi, da in Marjan in Alenka sta vedno, te srnice tam pridejo in pol se pasejo in Marjan je imel ful in Alenka oba sta imela ful odnos z njimi in tako. In ona je slej vskočil in potem pridem, ker on prej ni to povedal, koliko je to mu bilo posebno. Andrej je bil ful presrečen, ko je stopil v to hišo. On je bil tako kot vi gledalci, je videl ta prostor, ta filmski prostor izključno skozi posnetke in on je vedel, da so te štoki ful mali. Alenka je visoka približno 162 cm, Marjan je pa visok 166 cm, tako da to so ful mali ljudje in te štoki so tako, da se lahko zaletiš ful dobro. In on se je zaletel. Ko smo midva predvale Marjanu ta film, so srne prišle. In pa smo midva seveda iskala in so pač spet srno. Mislim, srno sem jaz videl 4-krat v toku snemanja in ko smo pokazali film, so srne prišle ob 1 popoldne, kar ni ta jutranji ura, ko ponovadi pride, ampak je prišla in smo jo gledali to srno. Tako da jaz ko mislim, da je Alenka z nami. No, jaz nisem zelo ezoteričen, ampak sem bolj anarhističen, ampak nekako z Alenko pa postanem tako malo ezoteričen. Pa tudi zvoka, ne, govori sam zase, tišine so izjemno pomembne, zvok. To mi je ful mi je žal to povedati. Recimo jaz te filme, ki snemam, jaz reveč sam, jaz ne moram tega zvoka ful dobro snemati, nimam tega buma in nimam človeka, pač jemljem ta kompromis, zato ker se mi zdi, da večjo intimo dobim, če sem sam, predvsem pa zadostim tej logistiki, da ne urejam časa še drugega sodelavca, ker je to toliko dolgoročen projekt, če ti 5 let snemaš, da se usklajuješ še z nekom, kdaj ima on čas in kom izrihtam, kdaj imam jaz čas, da to posnamem. In sem ful srečen, jaz sem to ful dal v kisku in to zdaj imam in zdaj upam, da bo on to kdaj slišal, ta Ivan in Dejan, in bom celo življenje delal z njimi zvok in oni so si, v resnici je ta zvok, ki ga vidite, v 70% izbrisan. In je to v bistvu zvočni prostor, filmski prostor, ki je čisto na novo narejen in je narejen tako kot v igranem filmu in ni del resničnosti, ki je bila tam. In to sta ta dva fanta mesece in mesece delala in sta naredila nek zvok,
ki je njuna slika tega filma, ne, in jim hvala za to. No, ravno kar se pa naravno oglasil grom, tako da mogoče pa tudi Alenka naznanja prisotnost. Je še kakšno vprašanje iz publike, prosim? Dober večer. Nimam vprašanja, ampak se mi zdi, da bi moje ime Biserka Marolt Medenin enako dolgo sva se družili z Alenko kot režiser. Medva sva se prvič videla, moj glas nastopa samo na začetku na prvi novinarski konferenci, ker z Alenko smo začeli potem s projektom, kako zagotoviti zakon o prostovoljnem, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. In Alenka je tudi zato vlekla, če lahko temu tako grdo rečem, svoje trpljenje, ker je upala, tako kot smo upali vsi, ki smo imeli dober namen, ne tako kot nas zdaj zmerjajo zastrupljati, da ljudi mene zmerjajo, da sem gospa smrt, ampak smo želeli omogočiti ljudem, kot je Alenka, da bi lahko dostojno doma v krogu svoje družine končali življenje, ki je eno samo trpljenje. Bi pa rada rekla, film se me je zelo dotaknil, hvala lepa za ta prikaz njunega odnosa in njunega življenja, ampak Alenka je bila čisto drugačna, kot jo vidimo v tem filmu. Ona je bila en tak sonček, morate prebrati tudi njeno knjigo, no? In jaz vam povem, ona je še vedno z mano, jaz ne morem zbrisati njene telefonske številke iz mobitela in jo imam še vedno noter, ker si mislim, mogoče se bo pa kdaj oglasila, tako kot ste vi zdaj rekli. In spletna stran Srebrne niti, ki se je tako zelo trudila in se še bo za ta zakon, je še vedno njena slika na teh uvodnih delih in najdete lahko tam tudi veliko njenih intervjujev, tako da Alenka, mi je zelo žal, da nam ni uspelo, ampak se bomo trudili naprej, da drugi, ki bodo v takšni situaciji kot ti, da bodo lahko v miru umrli doma. Pozdravljena, Alenka. Naj še dodam, Alenka pogosto mi je rekla, da je čas, da lahko umre, ker je postorila vse, in ena od zadnjih stvari, ki pa sem zvedel, da je naredila po njeni smrti, je bil pa spisek ljudi, ki jih želi imeti na projekciji filma, in med njimi ste tudi vi, zato smo vam poslali film, mi smo pa ostali vabilo, in je poslali nekih 70 imen, in med drugim si je tudi želela, da vi vidite ta film na premieri, tako da sem vesel, da ste najdel čas. Hvala tudi vam za vaš vtis in lepe besede. Je mogoče še kakšno vprašanje iz publike, bi še kdo kaj podelil? Bi se še povabili na vino. Ja, dajmo, jaz predlagam, ker mislim, da bo tudi Alenka z nami prisotna. Pripravili smo posebno playlisto šlagerice, na katere se pleše. Tako da lepo vabljeni v kavarno na druženje ob pijači in prigrizkih. Vama še enkrat lepša hvala, da sta bila tukaj v gosteh. Hvala tebi, in še enkrat čestitke za film.